Ljudje in ljudine, poslušate 95. epizodo podcasta Obod, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obod, obrabljeni, bivši, obetajoči detektivi smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in moja malenkost Aljoša Harlamov. Tokrat znova z gostjo, po dolgem času se nam je pridružila filmska kritičarka in ena najbolj priljubljenih pisk moških komentatorjev na MFC-ju, Ana Jurc. Ana, živijo? Živijo. Kako si kaj? V redu. No, zate imam eno posebno vprašanje. Skratka, kaj je prva stvar, ki si jo privoščila zdaj ob koncu karantene, ki prej nisi mogla narediti? Po 9 uri si bila zunaj. Ja, iskreno odgovor je alkohol, čeprav to bi dal misel, da prej ni bilo alkohola v karanteni, pač bil je, ampak alkohol v družbi drugih ljudi, kar se pa zdi tako bolj zdravo, ali pa saj bolj družbeno prilagojeno. Sprejemljivo. In imela sem tudi recimo, čakali smo, vsi smo zelo fantazirali, kako bo pa tega vsega konc, pač gestikulira dramatično. Ampak potem pa ne, not with a bang, but a whimper, da bi to TSL. Ni bilo neke take ene velike stvari, še čakam, da me bo neka blazna sreča doletela. Prvo potovanje ali pa kaj takega. Recimo, ki ga ne morem planirati, ker ne vem, jaz sem se nasrala s tisto AstraZeneca in zdaj čakam. Ampak, sem imela zdaj recimo ta zadnji petek, je bil ena taka tipično ljubljanska izkušnja kombinacije protestov, pa odprte kuhne, pa nekega splošnega življenja. In je bilo zanimivo. Ampak ti pa grejo zelo hitro ljudje spet nazaj na živce. Imaš pluse, imaš minuse. Mislim, da to povzame vse te občutke vseh nas po koncu karantene. Se strinjam. Skratka, današnja 95. epizoda podcasta je posvečena seriji, ki jo lahko gledate od 18. aprila na HBO Go, Mare of Easttown, po slovensko je Mare iz Easttowna. Mito predlaga, da je to kobila iz vzhodnjega. V vseh pozitivnih ozirih. Tako, ja. Moram reči, da sem jaz to serijo začela gledati šele pri nekem 3. 4. delu, zato, ker je tako nadležen naslov. Ne vem, ampak ta naslov se mi zdi. Ja, ti ni bil všeč. Izredno slab, Mare mi je grozno in mi je takoj skozi mislim na kobilo in to pač ni v redu. In se razumem, da je neka Mary Ann ali Mary neki. Mary Lou. In da je to nek tak term of endearment, ampak ves čas me je motil. In zato mi je zabavno, vaš pravot. Meni se pa zdi, to smo že zadnjič imeli na hitro, mislim, se ne vem, če smo to snemali, ne, ampak meni je ful sporno, da si prevedem direkt Mare v kobilo, po drugi strani pa se nekako poklonim temu, ker ona je res delavka. Ona naredi tako na svojem življenju, kot v tudi detektivsko plusi in minusi, vse kot delavka naredi skozi, pa zajebe skozi. Je tako zelo življenjsko. Razumemo, da jo nisi na ta način žalil. Tako. Moram povdariti. Skratka, končala se 7. epizodo, na sporedu je bila 30. maja, tako da je to še precej nova zadeva, ki visoko kotira v vseh kritikah in je bila, če verjeti odzivu na družabnih omrežjih, ki ga lahko spremljam iz svojega mehurčka, tudi zelo lepo sprejeta med slovenskimi gledalci, tako da se je zelo splača pogledati. To pa je to, kar bomo povedali pred uvodom oziroma v tem uvodu. Če serije namreč niste gledali, a jo nameravate, potem je tole standardno in zadnje opozorilo pred začetkom epizode. Tale epizoda bo vsebovala kvarnike. Če bi jo prej pogledali brez tega, opozarjamo, ima samo 7 epizod, nekateri to zmorete mahniti v enem vikendu. Storite to in se k poslušanju naše epizode vrnite pozneje, mi vas bomo potrpežljivo počakali, kjer nas boste odložili, takšni smo. Če pa ste serijo že pogledali ali pa iz nekega razloga niti ne nameravate gledati, bi se pa kakšno uro kratkočasili z nami, pa se nam le pridružite. Maestro, prosim zaigraj uno od Springsteena, saj veš kera. Danes bomo delali skratka Mare of Easttown, nova serija. Če gremo na hitro skozi ta nucnik, ki ga ima zadnje epizode, ustvarjalec serije tokrat Brad Inglesby,
So scenarist filmov Out of the Furnace, Run All Night, American Woman, Our Friend pa The Way Back, če ste karkoli od tega gledali. Jaz se spomnim Out of the Furnace, pa mi ni bil tako blazno všeč. Run All Night nisem gledal, to z Liamom. Liam nisem. Ki pač laufa celo noč. Ne, v bistvu sina proba rešiti, da ga ne bi gangsterji ubili. Normalno. Čaki, torej, pač film Liama nisem. Ja. Pač ni hčerka, je sin, ok, pustimo to. Ja. Spremembe. Ja. Ostalo pa moram priznati, da ne. Vseh 7 epizod je režiral Craig Zobel, to pa vam je gotovo znano. Če ne drugače, delali smo The Hunt v 54 epizodi, poslušajte nazaj, in pa drugače posamezne dele režiral Leftoversov, American Gods in Westworld. Glavne vloge, če gremo seveda na hitro skozi, imamo seveda najbolj ta glavno, full glavno, popolnoma glavno, edino najbolj pomembno vlogo, je seveda Kate Winslet kot Mer Sheehan, ki je seveda naslovna mer oziroma kubilica, če smemo bolj ljubkovalno, krpanovsko. Nje se najbolj spomnite iz enega čisto obskurnega, neodvisnega hita Titanic, tam iz 97, o eni ladji. Ja, ne vem, če vam to kaj pove, čekirajte. Skratka, potem je ona precej, tole sem zdaj malo spremljal njene intervjuje, tudi sama rekla, da je zelo dobila neke tipske vloge do filma Eternal Sunshine of the Spotless Mind, kjer naj bi ona malo preskočila in potem je posnela, ne vem, Revolutionary Road, The Reader, za katerega je prejela Oscarja, miniserijo Mildred Pierce iz 2011, zdaj je celo v filmih Divergent, oziroma je to samo en film. Ja, to je serija, ki se ni prav zares obnesla, bila tudi, mislim, samo v enem delu not, pa tudi če ne bi bila, pa tudi en kup drugih igralcev je tam not bilo, ki so super, ampak tudi če ne bi naredili tega filma, bi bilo verjel. Imeli smo še v Contagion, ko smo obdelali tam, ona tudi. Tam je super, pa njena prva vloga v tem filmu Petera Jacksona, Beautiful Creatures, če se ne motim. Sorry. Spomni se. Dihaj. Prvi resen film Petera Jacksona. On je predtem delal šlok horror, ki je super zabaven in v redu. To smo gledali. Ja. Potem pa je naredil resen... Pa priskočili resne filme. Potem pa je naredil resen film, s katerim je 95. Uspel mu mednarodni preboj in to je po resnični zgodbi posneta zgodba o dveh puncah, ki sta odraščali, mislim, da v 50-ih, 60-ih na Novi Zelandiji in sta imeli lezbično razmerje, ki ga seveda družba ni obravnavala in potem sta ubili starše od ene, probali pobegniti, dosti tragično vse skupaj. Heavenly Creatures, ne Beautiful Creatures, točno. In je krasen film, poleg nje igra Melanie Linsky, očitno novozelandske igralke takrat niso bile na voljo mlade. In je super film, res, ker po eni strani imaš tole realistično zgodbo, vpetost v to malo meščansko, od Boga pozabljeno Novo Zelandijo, po drugi strani pa si oni dve, ki sta skupaj, gradita en fantazijski svet, ki ga je Peter Jackson upodobi v krasnem detajlu z enimi prvimi efekti Weta Workshopa in prav vidiš one osnove, iz katerih je potem nastal Lord of the Rings lahko. Tak da, Heavenly Creatures absolutno priporočam. Smo si zdaj vsi zapisali, Igor. Drugače pa, še to bi dodal, ko je ta film ven prišel, sem bil na izmenjavi v srednji šoli v ZDA in striktno republikanski profesor zgodovine nam je rekel, da je gledal ta film in da pod nobenim pogojem ga ne id gledati in moram reči, da dobrega priporočila ne dobiš pogodstvo. Hvala, Igor, za tole tirado. Ne, definitivno pač imamo manjke v filmografiji in definitivno bomo to pogledali. Skratka, mogoče od teh nekih pomembnejših vlog v tej seriji izberemo, ne vem, meni se je Laurie Ross, skratka Julianne Nicholson, ki je igrala njeno najboljšo prijateljico, zdela kar okej. Očitno je neka detektivka Megan Wheeler v Law and Order Criminal Intent. Ne vem, tega nikoli nisem gledal, skratka serija, ki je 10 let trajala, tam je bila pač ona noter, drugače je igrala v Ally McBeal, pa Boardwalk Empire, Outsiderju, smo jo tudi imeli,
O tem smo govorili. Zdaj se je za Outsidera, se tudi ne spomnim. Jaz se z enim Bilom tudi ne spomnim. Samo to, ki je to že. Ja, veš, ko je Ali McBeal, jaz nikoli nisem vse pogledal od Ali McBeal. Jaz se jo pa spomnim, pošla tam kot pač del odvetniške pisarne. Kaj, kasneje? Ja, mislim, da v poznejših epizodah. Z nekom je hodila, s katerim je prej Ali McBeal hodila in so tega trenja. Ampak ja, prav to sem se danes spomnila in sem bila tako, kako smo sploh preživeli ta 0-0 leta, pa tam začetek v koncu 90-ih, mislim, to so bile res šiti serije za punce, no, za samo podobo, bilo je tako, mislim, da je dosti boljšno. Vse unisex WC sem imel. To so bile, pa neke grozljive CGI. Ja. Dojenčka. Ja, se še pa tudi jaz po nekaj dojenčka, kaj plesa. To je bil dober reklame, ko je kazal. To je bil gimmick, ja. Če gremo dalje, moj najljubši lik v celi seriji je seveda Jean Smart, Helen Fahey, mama od Kate Winslet, če verjamete ali ne. Igrala je v Frasierju, drugače v zadnja leta nabira zelo velike vloge v serijah. Fargo iz 2015, mislim, da je to v prvi sezoni, če se ne motim. Legion, Watchmenih, v Watchmenih smo tudi posneli seveda epizode, zdaj bomo za to porabili počas cele pol ure, da povemo. Skratka, 37 epizoda poslušajte, tam smo omenjali tudi to. Potem imamo Siobhan Sheehan, ki ima še bolj zapleteno ime v originalu, Angourie Rice. Se bi ti priporočil, da rečeš to bolj Aussie-like, ampak ne vem, če se bo izteklo. Jaz nisem Kate Winslet, obvladam samo dve nareči. Pa nobeno popolnoma. Skratka, ona je Betty Brant v Spider-Manih oziroma v MCU-ju in pa igrala je v Black Mirrorju v epizodi Rachel, Jack and Ashley 2. To je ona, ki pleše, tista lutka, kaj že neki, ne? To je ona z tole popzvezdnico. Ja, Miley Cyrus. Kaj še takega? David Denman, Frank Sheehan, bivši mož je bil v Officeu. Od tam ga poznam. Ja, tam je on. Sam vedel sem, da se poznam. On je bivši od Pam Beasley. Ja, se jaz tudi, ko sem to pač zbiram te stvari skupaj. Meni je ful všeč ta njegov zaključek v seriji Office, ki ga sam pokaže kot fotka, ki se ga dobil v, kak je že, Driving Under Influence, pa on tisti mugshot, veš, čisto zabit, prepit in tako naprej. To je zadnja fotka, ki vidiš njega v tej seriji. Ja. Potem smo imeli še tole Kelly Spavey, Erin McManaman, ki je igrala v Deus, Ivan Peters, če ga niste prepoznali kot detektiva Colina Zabla, gledali smo ga WandaVision, o kateri smo posneli epizodo 84, drugače tudi v American Horror Story, jaz tega nikoli nisem gledal, pa seveda je on Quicksilver v X-menih in pa mogoče sem še hotel to jaz povedati, James McArdle mi je bilo zlabavno, ker je New Lek nek pilot v Star Wars The Force Awakens. Zdaj pa ga naša. To si predal noter kot pa Guy Pearce. Zanimivo. Guy Pearce sem vrgel ven, ker ne vem, kaj ne z njim, ker zame to ni med glavnim vlogo, pač stranska vloga. Mislim, da ti bo zelo blizu, veš, kao avtor z enim eno knjigo. Veš, kaj crkam. Skratka, Guy Pearce ne omenjamo. Okay. Ne, jaz mislim, da je bil bolj tako en red herring, ne, skratka, speljal nas je mogoče nekaj cajta na napačno stran, ker jaz sem seveda mislil, glej, Guy Pearce, valjda nima vloge, sem to, da... Jaz sem ga tudi malo jemo, veš, kako tiste, ponavadi ima ta glavni detektivski lik, vedno neki rebound razmerje, ne, ki pomaga, ne vem, ga ali jo, ne, zakoreniti nekako nazaj. Jaz sem ni imelo to razmerje, to ni imelo, samo pač zdelo se, kot da, mogoče pa je tle ona na poti nazaj v neko normalnost, kao, ne. To se mi zdi, da nek trop, detektiva z njim mal šmirala je to tako. Mislim, mogoče pa pač ste od vas Kate Winslet toliko verjo razumeta, pa je rekla, ok, z nekom se treba lupčkat, tem pa dala onega, ko sem se z Mildred Pierce. Ja, najbrž ne moram dobiti. Mislim, vsekakor cenim, da je bil mehonji vsem pač tako zelo dovolj znan, da cenim, da je prišel pa je imel neko tako stvar, ki ni bila potem, reveal, the murder, ali pa nekaj. To pa se pokaže, koliko je to bolj kvalitetno kot Columbo, ker tam pač vedno si začel gledati, pa si videl, tisti, ki ga vidim, William Shatner je not, kdo bo moril v današnji epizodi. No, sej, to se mi je zdelo malo tako
jaz sem sicer mislil, da bo on une punce ima v kleti skrite, ne? Ampak itak se je tam videlo že zelo hitro, da ni on, ker nista imela iste konstitucije telesa, čeprav tu znajo včasih te zajebati, ker seveda snema te prizore nekdo drug, ker je pol ne, tako da potem nikoli ne moreš sklepati. Ampak ja, načeloma, no, skratka, ja, zato se mi ni zdelo toliko pomembno, že te, ki sem jih naštel, eni od teh v resnici tudi nimajo tako pomembnih mest. No, to bi bilo pač to iz tega nucnika, zdaj smo seveda na tem, da malo se pogovorimo o seriji, predvsem pa kako nam je bila všeč, kaj nam je bilo recimo zelo všeč. In Ana, ti si prva, ti si tudi že pisala o tem, tako da to ti ne sme biti težko. Zakaj si napisala, da je to najboljša serija prve polovice leta 2022? Predvsem sigurno ne 21, ampak... Ja, mislim tako... Ne vem, ampak če to sem napisala, je to tako malo, mislim, s temi krediticami se je treba mogoče malo nazaj držati. Da... Ne vem, mogoče ti je to urednik pripisan. Ne moram zdaj nikogar drugega ukriviti, še posebej, ker sem trenutno sebi. Jaz to urednik, tako da... Težko. Ampak, no, scratch that, skratka, pač ja, serija se mi je zdela dobra, ker recimo, mislim, prvič je nekako dost bolj pritegnilo ljudi, se mi zdi, kot recimo Undoing je bil pred kratkim in se mi zdi, da je tist precej bolj izvenelo. In potem sem pomislila, zakaj ne, se pač imamo ta stellar cast, pa čisto jaz pri nobeni nisem znala pred prvim delom vedeti, kdo je, mislim, jaz ne znam tega nikoli vnaprej ugant. Skratka, in se mi je mogoče zdelo, da je bilo pri Undoing, da smo se res ves čas držali in vračali k umoru, tukaj je pa bil nekako umor tista stvar, ki te noter potegne, ampak v resnici to ni glavna stvar, ne. Jaz mislim, da so tukaj odnosi, torej tema materinstva, predvsem pa, če vsak lik je zaznamovan s starševstvom in v bistvu neuspehi starševstva, materinstva in občutki ob tem. Zame osebno je bilo pa pač najbolj zanimiv element vsebine tudi prijateljstvo med ženskami, torej med Mare in to njeno Lori, ker se mi zdi, da imata nek tak zelo čudovit lok najprej, ena more druga podpreti, potem pa obratno. In pač to je meni tema, ki mi je itak najbolj zanimiva. Vsa prijateljstva ženska, ki niso samo go girl, ampak so nekaj več kot to, zato mi je pač, ne vem, genialna prijateljica, najljubša stvar v vseh medijih skoraj. Tako da jaz sem to iz tega dobila. Kar se tiče pa samega umora, smo zdaj že pač tako, smo že spoiler city. Ja, spoiler away. Ja, ne, in pač mislim, da bi bilo potencialno lahko zelo, zelo pocen, da na koncu rečeš, 13-leten fant je bil, ne, mislim tako, ok. Ampak se mi zdi, da so to dovolj utemeljili s tem temo materinstva in pač kaj je bil edini razlog, da bi nekdo poskušal prikriti, skriti, zaščititi morilca, ja pač zaradi tega materinstva. Čeprav seveda se meni potem, ker sem pragmatična pa ne sentimentalna oseba, se mi potem vpraša, zakaj bi kakršenkoli starš poskušal svojega otroka na ta način zaščititi, ker pač ne vem, kako bi si otrok lahko od tega opomogel, od zavesti, da je njegov oče do smrti v zaporu in mati to skriva, medtem ko je on na svobodi, pri tem, da je star nekih 13 let, bi bil verjetno do 18 let v zaporu, plus pač neke vrste, ne vem, kot starš se mi zdi zelo kontraintuitivno, da rečeš, bomo to že zrihtali. Čeprav najbrž ni, tukaj se zdaj vidi, da jaz govorim na pamet. Veš, kaj bom, če smem na hitro skočiti, bolj kot materinstvo, kar je zelo pomembna tema, tukaj se strinjam, se mi je zdelo, da v bistvu skoraj da popolnoma vse like zaznamuje neka pretekla travma. Da je to tisto, ta nek life shit, ki to serijo najbolj zaznamuje, vse jaz sem tako čutil pri vseh. Tudi ta velika, grozna napaka Tamauga je bila posledica družinske travme. Marina travma, Lorijeva, zdaj bodoča, sedanja travma, Johnova travma, skratka, bogega detektiva Colin Zablova travma, razumeš, vse travme so se v bistvu tako nabirale gor, da se mi zdi mogoče, da materinstvo, ja, seveda prisotno, ampak da mogoče pa... Travma je tudi delno, je pač njihove družinske in delno je pa cela ta travma to njihovo mesto, kad v bistvu hočeš iti ven, pa te noče spustiti. V bistvu mesto je samo svoj lik, ne? Ja, in to mesto je to, kar je izjebene. In v bistvu zato mi je všeč, da obstaja ta lik Siobhan, ki nima v bistvu z umorom nobene prave veze, ampak ona je pač nekak tisti svetu primer, da na nek način pa lahko tudi greš ven. Pa ima pač njen razvoj je v bistvu je pozitiven, ona nekako bo to travmo, se mi zdi, predelala. Ja, ampak
Hkrati pa je mesto predstavljeno ni kot nek vilen, ki ne spusti, ampak oni vsi hočejo živeti v tem mestu, zato ker jim je kul, da so blizu družine in prijateljev, s katerimi so bili sindrom. s katerimi so bili v srednji šoli v košarkarski ekipi. Ja, wow. Jaz sem noben Imaš pač bil ta- srečen zaradi teh spominov na košarkarsko ekipo. Vsi so, mislim, meni bolj to tako pathetic, a veš, ne vem. Ko jaz srečam nekoga iz osnovne šole, reče, odličnjakinja, pa sem mislila, da Jaz sem pa to razumel, veš, kaj? Odličnjakinje se je Jaz sem pa to razumel čisto vzdolž tega Friday Night Lights, veš, Ja. ti veliki spomini pa uspehi ameriškega srednjega razreda, ki se v bistvu kot da nekako končajo z koncem srednje šole, pol pa je samo še frost družina, Ja. trpljenje, hipoteka pa računi za zdravstvo and that's it. Ne? Se mi je zdelo, kao, da jaz sem videl tu neke to sliko, tako sem to razumel. Ne? Se je, ampak večini je to všeč. Ne? Okay. Ne, ampak, se pravi, se mislim, strinjamo samo glede predznaka. plus ali kar minus. se Ja, mogoče. Ne, mislim, kar se tiče tega, da prek umetnosti prideš ven, ne, Guy Pearce pristane pa nazaj v takem mestu, čeprav je od zunaj in je umetnik, ki je pač naredil, kar je imel in zdaj Sam pač njega v je tem tudi nekaj mestu in je glih povozil, tako se ga zadovoljen. vidiš. Ja. Ja, mislim, zgleda kot Guy Pearce. No, čeprav on to, Guy Pearce v bistvu res vzame to kot neko prehod, kot se izkaže na koncu, kot neka Ja, liminalna materija, ker samo on zgine, a veš, on pride, malo obstane, se spogleduje, pa I'm out. Ne? Je tako, on ne spusti korenin, ker v bistvu ti ljudje, ki jih pa spremljajo, imajo pa globoke korenine za vsemi. A ne? In to so v bistvu kao večina povodov za njihove odločitve, ne? So ravno ta globoka zakorenina z tem likom Eastowna, no? Meni se tako zdi. Jaz mislim, da jaz bi se strinjal pač z oboje, pravzaprav pač kompleksno vprašanje. Ne? Se enako pač tako, kot si ti zdaj omenil, mito Guy Pearce je pa tudi ne nazadnje človek, Kate Winslet oziroma Mary Scos, je tisti, ki sili to razmerje. Njej se meni zdi, da je bolj tako, pač ok, pač spala sva skupaj, meni je to nekaj pomagalo, pač pomagalo mi je pač, ker imam bivšega, ki živi tako 3 metre stran, pač valjda, da hočeš tudi nategniti koga drugega, ampak ni pa zdaj, a veš, nisi pa mi ti zdaj tle sidrišče mojega bivanja in ne vem kaj, ne, pač pet naprej. Jaz mislim, da serija ni želela, jaz tudi nisem tako razumel, ne? Pa tudi serija mislim, da ni želela zapovedati ona nuca za nekega žrebca, intelektualca, ki jo bo pelal ven iz mesta, kao, sploh ne. En tak feeling sem imel kot neka ta, niti ne stran pota tega mesta, ampak kot pač še en sev življenja, ki ga traumatizira, mislim, ki je del vse te velike travme. No? Ja, ampak na koncu, mislim, jaz vseeno ne bi toliko pretiraval s veliko travmo. Jaz se pač strinjam z Igorjem, da skušam, mislim, da serija dati neko pozitivno noto. Ja, pač imaš še ban, ki pač hoče iti ven, pa ni s tem nič narobe in pač pejdi ven in pač študiri in živi svoje življenje, ampak po drugi strani ne sme biti nič narobe, če se ti odločiš, da nočeš. Pa da bi ti bil doma, pa bi imel familijo. Pa da bi se mama preselila absolutno nazaj. Absolutno strinjam. Ne, mislim, Šoban je v bistvu tu kao tisti edini pozitivni lik, ki nekako v bistvu ima konstruktiven dialog z vsemi prebivalci tlele, bom se tako izrazil. Recimo, to je zelo narekovaj. Ampak, če se tako izrazim, kao travma, zakaj izpostavljam to travmo bolj kot pa materinstvo, ne, kljub temu, da je zelo prepleteno v tej seriji to, ker mi spremljamo non-stop Mer pa njen odnos z lastno preteklostjo pa z njeno travmo, sem tako izrazil. Ne? In potem končamo kje? Končamo pa z v bistvu začetkom Lorine travme. Dejansko nek večni cikl, da se tako izrazim, zenovsko, večni cikl, ki se je zopet obrnil nazaj in vidimo v bistvu pravo čelo tega, kaj se je Mer zgodilo, ampak zdaj bomo pa spremljali Lori. Ne? A veš, kao nekako ta, se mi zdi, Mislim, to seveda dobiš ven z razmislekom, ampak sama serija pa se mi zdi, da se konča zelo na spravljiv način in z zaključkom travme in za Mer in v njunem skupnem odnosu, kar, mislim, sranje, v katerem je ta Lori, je pa se ga mi seveda zavedamo, ampak absolutno ne, mislim zdaj, če bo season 2, ampak ona je bila zdaj ampak je bila ona zdaj puščena v takem dreku, da je pač to noro. To se strinjam popolnoma, ker meni je v bistvu glavni message te serije, ki sem ga jaz dobil, je kao life niso velike eksplozije, pa veliki zaključki ali pa epifanije, ki ti pridejo z Guy Pearceom na čelo, ampak mali koraki.
veš male zadeve, ki jih moraš ti storiti, zato da prideš vsaj fucking na pol nekam. Ja, no, ampak po drugi strani pa tudi velike stvari. To, da pač je ona pripravljena skrbeti za otroka, ki ga je njen mož naredil svoj nečakinji. No, to se mi je zelo težko požrl, recimo. V zaporu. Ja. Glasen tako, lej, ne rabaš še tega, prosim. Ja, Lori, kaj si delaš? Daj mogoče zase poskrbel otrok, ne bo prvnih tam, kaj mu je Ja, najbolj v in redu. tudi ona dva data otroka takoj beg. Vse jima je bilo že celo jasno, da ni njegov sin. Ja. In sta bila čisto navdušena tem, da imate babija, dost starejših ljudi je, ne? Sploh, če imajo takega luzerja za sina. Yes, Tisti mali otrok je prišel v zelo fakt situacijo. Tako da pač ne vem, koliko bo on Ker malo si ga podajajo, sem pa tja bo reveže. Sicer pa gledam to, da bo stal v tem mestu, bo itak imel vse spet na koraku. Tudi spal bo lahko svoje sestrično, če bo hotel. Težko se bo izognil temu. No, to je bolj. Ja. Ne, jaz sem hotel sem prej reči, ne, pri Šoban, mislim, da je ravno meni je všeč ta pač ideja, kako njo tudi pokaže, da ona zato, da pa spizdijo tot, mora pa tudi biti malo ugly bitch. In pusti recimo svojo punco, mislim, niti je ne pusti v resnici, ampak jo tako na poljo sideline, medtem ko ima ona novo mondeno pičkico tam, ki ima radijsko oddajo in je cool in pozna full bandov in noče več imeti une, a veš, zadetke, ki ima zmer tam zraven, pa kako zla, pa tako. Jaz sem tako nekako razumel, kot da ona želi imeti neko metropolitansko življenje, brez da bi dejansko naredila tisti korak, kao da je bila tista faza. Hoče biti New York lezbika, kaj bi bilo? No, tako daleč ne bom šel za to izjavo, ampak ja. Se odseli v LA, tako da. Ja, na koncu, na koncu zbere pogum, pa gre. To se mi je zelo, da pač mogoče tista faza dvoma, da pač Dvomam, da so to v njeno prejšnjo zvezo tako resno vzeli, po mojem, kot karakterizacijo nje, ampak da mislim, da je bolj to tako srednja šola, pač zveze niso nujno tako resne, potem jo je pa ta nova punca pa navdahana. No, mislim, se je težko, če si s vsemi sorodu, pač nimaš baš nekega izbire. Posebej pa še, če si lezbika. Lahko pa to povem kot umetnika, te travme srednješolske vedno pridejo prav. Vedno pridejo. Ja, no, se ona dela dokumentarc tudi. No, mogoče smo zdaj že malo zašli v ful podrobnosti. Jaz upam, da ste to gledali, to, kar se mi res zdi, da možete gledati, če noč ne štekate. Ne, to je infodump, to je ena od teh odlik serij, ko bom tudi tako rekel, HBO mislim, je zelo HBO-ovska serija, ki ima en način snemanja, ki je, ne vem, kako over the board, ampak je tako zelo HBO-ovska. No? Barve so HBO-ovske, tako sem izrazil, kamera je HBO-ovska, ampak edino, kako jo lahko primerjam, je nekako za prvo sezono True Detective, vse mislim, koliko jaz poznam zadeve. Je pa zanimivo, da zna te umestne zadeve ful kvalitetno nafilati. Veš, da ni, tako si ti rekla, sama detektivka niti ni toliko v ospredju, je kot podzgodba, kot nek temelj, ki drži vse skupaj, pa kot gonilo za naprej, ampak liki so tisti, dosti bolj pomembni. In ravno liki njihove zgodbe, ravno ti infodumpi, ki se dogajajo na pol Twin Peakovski revili, to je tisto, kar to serijo zelo lepo odlikuje. Ja, čeprav glede revilo, pa moram reči, da sem se mogoče mal preobjedla tega tempa, da imamo 40 minut počasnega, potem pa na koncu vsakega dela tempiramo. Reveal. Mislim, tako se mi zdi, da je to mal. Prvič, se bomo itak gledamo, vse gledamo. Tako se mi je zdel ta tempo, se mi je zdel mal preveč, da sem videla v writer's room, tako preveč kalkuliran. To je pri tedenskih, je res to bolj, mislim, zgleda, da boljše podarjajo to, ne? Ker je res bilo, zadnjih 5 minut si imel tako 4 situacije in posod je bilo, ne povej mami ali pa, ne vem. Ja, kje si pa bil ti prejšnjo noč? Pa tako te boje, No, to glede tega, kar je Mito prej rekel, kako so vmesni deli bolj zafilani, to je glavna razlika z Undoing. Tam je bil Mystery dosto okej, ampak bilo je New York High Society, Posh People, a res, koga briga tega, da imaš tam, ne vem, vsega dovolj in si v depri in res so bili zaradi tega liki malo boring, plus res so bili neumni. Nekateri tam, pač glavna junakinja, ki jo igra Nicole Kidman, ne zašteka, da je njen mož psihopat, pa je z njim poročena že ne vem koliko let,
Prvo. Kot drugo, pripričana je cel cajt, da sta njena starša bila srečno poročena, zato ker je oče kupoval nakit mami. To je glavna stvar, ki jo pove. Oče je pa kupoval nakit, ker jo je varal. In je kupoval nakit, kadar jo je varal. Kar je pol pove. In je prav tak... To se ne zdi, da Sem jaz ločeno od vsega, meni je nakit zelo všeč. No, ampak ne. No, ajprej ne tega poslušati, da ne bo kakšnih zaključkov napačnih. Ampak recimo, mislim, Big Little Lies smo tudi gledali probleme bogatih ljudi v življenjih nam nedosegljivih, pa je bilo pač bolj zanimivo meni. Ja, ker je bilo več likov, pa bolj raznoliki so bili, pa vse. Undoing je pač res imel konkreten problem s tem, da je bil fokusiran na premalo ljudi. In bolj, ko si moral ugotoviti, da je eden od njih morilec. Sem še dve možnosti, tudi ja, počasi. Čeprav ne, mislim, Paul Again per Mare je pa mogoče za odtenk skoraj preveč možnosti. No. Se mi zdi, da zelo velik osumljavcev vlečejo zelo dolg časa in zaradi tega je potem zaključek nezadovoljiv. V smislu, pač veliko ljudi imaš, ki so zelo shady in zelo sumljivi in potem moramo za vse te ljudi v zadnjem delu reči, ne, to ni bilo nič. Primer Dylan. Ta mali psihopat, razumeš, prvič jasno, da je mogel imeti neko vlogo pa vsem tem in potem na koncu sklenejo, da jo ni imel, ker pač so že porabili vse slote za storilce in potem ga popolnoma prekvalificirajo njegov značaj v zadnjem delu in to pač res zameram tej seriji. Pa tale Deacon, ne, ki je pa ima ta bogi žalosten psiček obraz in pač skozi veš v srcu, da ne more biti slab, ampak po drugi strani pa katoliška cerkev, ne, mislim. Ja. Nikoli nisi čisto varna, ne. Tako da, ne, pa vsi ti pač še, meni se zdi, da je ta cela serija, da je pač neka obsodba moških v srednjih letih, ki pač se ne more zadržati in potem uničijo življenje vsem krog sebe. Kar huda. Feministični skrit za ta del. I guess. Ampak seveda imaš tudi not all men lik, ne, kar je pač Guy Pearce. Ne, kar, pa Zabel. Pa Zabel, evo, ki pa pač je tudi mogel preden, ne, je šel žvižgati, je tudi mogel povedati, da ima temno ozadje. Pa moram še poudariti, v bistvu tudi edini moralni steber noter je tale njen šefa, veš, odmer. Ja, mislim. Zdaj si pa na tankem ledu. Vem, da si na tankem ledu, ampak lej, jaz osebno bi dosti bolj oster bil, jaz bi odpustil, naprimer, ko je to storila, kar je storila. Steber? Ja, zato ker pač nekako se mi zdi, da kao vsi v tem mestu nekako štekajo, da vsi trpijo pod neko, zopet povdarjam, travmo, a ne, in pač kot da se mi zdi, da on skuša to nekako jo nagovarjati, fucking shit, to je tvoja zadnja šansa, da se zrešiš, ker si že toliko zajebala, da rešiš ta tvoj shit, a ne. Jaz mislim, da je tukaj pač dobila ona popolnoma neupravičen velik break, v smislu stvar, ki jo je naredila, je bila grozljiva zloraba moči. Itak. In pač, ne, če se cela družba že par let pogovarja o zlorabah moči in o policistih in o policijskem nasilju in da potem ona dobi nek tak slap on the wrist, v smislu, da je sprav se ksep. Glede na to, kaj je naredila skoraj nekaj, če ne bi on pogruntil, je pač uničila neki punci življenje, ki si ga itak potem samo sprejel uničila. Mogoče pa ravno to komentar. Pač da policisti belopolti policisti, moški ali ženski v Ameriki dobijo pač free off. Mislim, če je to komentar, se mi zdi super, ker se mi zdi, da je to da je bil to bolj stranski produkt in nenameren in moram reči, da sem bila šokirana, ne na dober način, kako se je končala ta zgodbena nit skrbništva nad tem vnukom od Mare, torej Drew. Ne, da smo potem aktivno se je scenarij odločil za to, da ni v interesu tega otroka, da ima odnos nek svojo mamo in so pač to mamo žrtvovali in speljali nazaj v droge in potem pač ga lahko Mare. Se pravi, ni bila na noben način niti v svoji službi, niti pač in the bigger picture kaznovana za nekaj, kar je naredila, pa sploh ne vem, če je bilo žal. Mislim, tudi potem, ko ona pride pa reče, relapsala sem, no zdaj grem pa na rehab, je ona tako, ajde, dober se mej. Mislim, pač... Ja, to je res. Pazi nas, ja, stara. Jaz sem tle, priznam, da tudi jaz malo pričakoval, da bo pač rekla, ne vem, lahko prideš k meni
zelo nisem imela sočutja, pa sem lahko rekla, mislim, kaj. No, ampak ne, mislim, vseeno tu njo pokaže kot nekoga, ki ima zelo dosti izkušenj dela z odvisniki. In ko nekdo je pripravljen za rehab, ne moreš reči, pridi k meni, ne moreš mu čist nič obljubiti, ti ga lahko odpelješ v rehab in potem je na tem človeku samem, da pride ven iz rehaba, ko je čas za to in takrat ga lahko sprejmeš. To sem mislil, ne da bi jo zdaj vzela. Jaz bom to tako rekel, mislim, da serija, tako kot je zastavljena, mislim, da če bi šlo tu v neko katarzo, bi bilo čist preveč. Mislim to, da je ona tudi, če bi bil zgolj odvod, bi bilo tu mač. Sem po drugi strani osebno katarzo ima. Hodi k terapevti, končno odpre podstrešje, pač ona svoje stvari razreši. Sem pač kogar pa potopi vmes, ampak ne z, ne vem, with a bang, razumeš, ni za to. Veš kaj, mene tudi ful moti pri tem, da toliko cajta smo spremljali to zgodbo, pa je namenjali ful pozornosti, potem pa ona zapade v druge kar off screen. Točno to, pa plus v redu, mislim, so pokazali nek tistim detaljček. Samo to je življenjsko, stari. Veš, to je zelo real. Mislim, življenjsko, ni pa serijsko. Serija bi mogla, ni televizijsko. Mislim, sorry, pokazati, jaz bi hotel videti, no, mislim, že razumem. Meni osebno je bil prizor v bani z Tamalim, grozljiv. Meni je bil pa cenen, v smislu, a zdaj me boste pa nategvali za idejo mrtvega otroka, zato da mi rečete po 3 sekundah, ne. Sploh ne govorim o tem na koncu, kao fake autom. Fake out je še mene živce. Ja, meni tudi, ampak hočem povedati, da v bistvu že prej ona scena, ki je sodelavka ponudila nek aper, ali kako se temu reče, zato da bi lahko tretji šiht zgurala skozi, pol pa zaspala, se mi je zdelo dovolj za to karakterizacijo tele, torej njene daughter-in-law. Jaz njen lik tako razumel. Ona bi rada imela odnos s svojim sinom, ampak ona mora skužiti v bistvu na koncu, skuži, kaj je najboljše za njenega sina, da v bistvu nje bolj ali manj ni, ker ima problema in mora najprej ta šit razrešiti. Priznam pa, da samo ta serija, to pa je serija za sebe, razumeš, ne moreš to tlačiti. Ona ima probleme, to je Igor prepovedal, še preden smo snemali, verjetno tega pač ni posnel. Skratka, ona ima probleme s sistemom. Nič ni z njo narobe. Ona je prišla z rehaba, čista je, sam fucking ti ne moreš 3 služb delati, pa ostati po konci, pa še otroka. Dobro, kapitalizem je pač bad guy vedno, kao vse big news. Ni big news, ne gre se sam za kapitalizem, gre se za sistem, za odnos do ljudi, ki so prišli iz rehaba ali pa iz zapora, ki ga ima ameriška družba in večina sveta. Samo to ni ta serija, to ni to. To je vmes mimo grede pokazano, ni pa zdaj to noben fokus. Mislim, da za takšen, bomo odkriti, ona je stranski lik. Ampak s tem, ko ona tam zaspi poleg otroka, da otrok se skoraj vtopi ali karkoli, tisto mi sploh ni bilo potrebno, ampak to, da ona zaspi tam poleg, pokaže, da je tak zgarana in ti je jasno takrat, da ne more zdržati. In potem se mi je zdelo čist dovolj, da pokaže, da jo Mer objame in ti je jasno, da potem, ko bo ona prišla nazaj z rehaba, da bo prišla in da bojo zdaj skupaj to zgurali in se ne bojo šli, čigav je otrok in vse to. Mislim, to je zelo optimistično razlaga. Upam. Meni se pa zdi, da je Mer tako naskrivaj, tako dobro, klukca, to smo rešili. Na ta način. Tudi jaz imam točno ta feeling, ker ves čas ona deluje tako zelo je operativna, zelo je tako. Vsi so s to Carrie spravljivi samo, kadar je pač, zato ker se vidijo naprej, da bodo zgubili skrbništvo in zato, da pač ne bi popolnoma bili odrezani. In pač, mislim, da so bili pač grozni do nje in nisem videla, da so imeli neko spremembo tukaj. Ampak se tu vmes pokaže tudi, zakaj so bili taki do nje. Mislim, se vidiš, kako se ona dva z sinom obnašata do njih. Da so bile pač to neke grozne stvari. Ker drugače je bilo meni primer ravno to všeč, da ni čist pozitiven lik. Čeprav deluje ves čas, jaz mislim, da imajo ravno to, kar je Mito s tem prevodom pač naredil kobilo, da imaš feeling, kot da je ona pač nekdo, ki v mestu skrbi za reči, a veš. Že tako je prvi del, ki imaš, ki pride k tej familiji, ki še ne vemo, da bo to pomembno, pač gleda, ona zbriše posnetek, pa ne bomo zdaj tega froca zaradi tega, pač zaradi nekih neumnih buljen skozi okno, pa grafitov ga ne bomo pač zapirali, karkoli pol ima temnopoltega, ki ga tam treba pač drog ali ne vem kaj. Še en zadrugiranc, ko smo ga krtkole vstakoli, ki je bilo dobro, ne rabimo ga več. In pač imaš ta feeling, da ona skrbi za to mesto, po drugi strani pa nisi čist ziher, pri njej nikoli. Jaz mislim, da je ta
druga štorija, skratka z uno pogrešano šči njene bivše svoje igralke tam noter. Jaz nisem imel feelinga, da mi je serija potrdila njene besede, da je ona vse naredila za to, da bi jo našla. Jaz sem imel več čas feeling, a veš, ona ima svojo to travmo, pač ni imela cajta še za to, za njeno travmo. Upravičeno počut krivo, ne? Ja. Tista punca je bila živa, ne? Je bila, se jo je dal najdeti. Tako je, in pač nisem imel tega filma. Meni je bilo to ok. Slabš bi mi bilo, če bi, ne vem, zdaj ti kazal, ne vem kaj, kako je ona skrbela, ne? Ker tudi, ko pride ta njen pomočnik, pač ta Zabel, whatever, imaš pač točno, ko oni razlaga, itak veš, da on ni tako dober, pa ona mu itak pol pokaže. Takrat še Leona začne neke te dedukcije, v resnici pa ona v končni fazi, a je ona nek Sherlock Holmes, ni, ne? Ona je pač ta ground detective, ki hod pa sprašuje, pa pač te svoje sorodnike nadleguje, pa svojega bivšega bi najraje pač takoj videla, da bi bil on. Ne, ona je delal. Prav se na enega vrej pa ga je. V slovenščini imamo ful lep izraz za to, kar ona počne, in to je, da policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Mislim, pač itak je to zdaj ta HBO stvar, da lik ne more biti enodimenzionalno pozitiven, ampak mora imeti neko globino, pa večplastnost, ampak moram reči, da sem bila all in all presenečena, koliko delavcev šli v to negativnost in da pač v celoti res nimam preveč pozitivnega odnosa do nje, kar mislim, to je makes for good television, tako da v redu. Ja, meni je to sam plus, oziroma za uživanje nekega, rečemo temu v narekovajih, kontenta, ne, je to meni sam plus. Samo raje bi imela občutek, da tudi serija to ve. Jaz pa mislim, da na nek način, nekje na enem levelu so se tega zavedali. No. Okay. Mal sem believer. No. Belieber, ja. Oh moj bog. Kar se tega tiče. Ne. Nekaj, vse te stranski odvodi, ki si jih je serija privošla, tako bom rekel, in za Šioban, in za tem bratom, temnopoltega odvisnikom, ne, in z raznimi temi življenjskimi odvodi, se mi zdi, da v bistvu samo zgolj dodaja te večplastnosti, ki je zelo življenjska. Pač včasih se stvari fucking ne rešijo. Včasih je mogoče 2 koraka nazaj potrebno za to, da narediš en korak naprej. In to se mi zdi, da je bil, vsaj tako sem jaz vzel, en lep message te serije. Ne, sploh ne želim biti daleč od tega. Ampak ne, se strinjamo. To je, ta serija pač vseeno malo navdušuje s to realističnostjo, bomo na nek način rekli, ne? Pri čemer pač takoj pridemo spet seveda do tega slavne zdaj seks scene, ne? Ker pač je treba omeniti, da pač Kate Winslet zdaj se o tem več govori kot o Jaz sem živčna po vsakem članku, ker se mi zdi pač zelo kontraproduktivno pisati članke, čeprav seveda je to naivno od mene misliti, ampak to je malo naivno. Okay. Mislim, ker jo nisem doživljala tudi tega prizora kot neko stvar, ko sem gledala, ne? Ampak pač samo kot del zgodbe, ki je bil čist dovolj utemeljen, ni bilo gratuitous, kako je bilo pokazano, mislim, in da pa potem, razumeš, jo obravnavati, kot da je junakinja našega časa, zato ker 45-letna igralka zgleda stara 45 ali pa mogoče 46, se mi zdi pa tako kaj nasprotje odhrabrujoče. Pač, ne, fajn bi bilo, če bi bili na tej točki, da pač to ne bi bilo. Ja, da to ne bi headline, ženska se pojavi brez make-upa. Mislim. Čeprav, veš, tu se vprašam, koliko je za vloga medija tu posredi ali pa dejansko njene angažiranosti. Jaz si aplaudiram, da v bistvu je poslala nazaj 3 postre, ko so rekli, ne, jaz točno vem, koliko gubic imamo, odjebite vsi skupaj, ne. Ampak seveda so veš, da pa delaš iz tega news, mi je pa stupid. Ja, in pač samo to, da je to ona naredila, je seveda v redu, ne, ker so pač valjda conditioned, da ne, vse ženske so deležne te Photoshop obdelave in si res izpostavljen, če si pa potem mislim, po mojem si zdi, da ona vsake toliko mora biti malo v mediji glede golote, ker na zadnje je bilo, ne vem, bila koliko obletnica Titanika, pa je bil na Kitajskem prvič ven prišel in so na Kitajskem ven zrezali pač njeno oprsje, tisto sceno, in je bilo pač to ful v medijih, ker je pač Cameron rekel, da je seveda pripravljen kompromisati svoj art za $200 milijonov od Kitajcev. Kaj reče? Ni hao. Ne, ampak pač sej, ne, itak je zdaj v kontekstu celega tega
preizpraševanja, ker se popkultura kar naenkrat zavedla, kako je bilo vse grozen, pač okrog tam konc 90-ih, ne, začetek, in tudi v zvezi Britney Spears in to, kako so obravnavali mlade ženske, ne, in to tudi Kate Winslet govori v intervjujih in se jaz tega spomnim kot pač potrošnica popkulture, da kako je pač bila Kate Winslet tista, ki je čabi, ki ima lepo obraz, ampak kljub temu, ampak ona je pa pač drugačna podoba telesa gor dol, pač kljub temu, da je malo bolj debela, je pa vse nje rata. Ampak če greš pa zdaj gledati tiste fotke iz Titanika, kako prosim, pač absolutno ni, ne. Ampak treba kar neko sprejeto dejstvo, ki smo ga vsi kupili, ne. In mislim, ne vem, kako je bilo to za njo, ampak mislim, da v enem intervjuju pove, ne, v bistvu, kako primerjaš današnje tabloidne naslove, ne, okrog te serije, napram tega, kaj je požirala okrog Titanika, ne, da je v bistvu kot dan in noč, ampak v bistvu še toliko bolj grozno je bilo takrat za njo, ne, veš, požirati. Tako da ja, mogoče moramo pa reči to, kaj v redu, če so pa zdaj taki članki, je to še vsem bolj. Ne, mislim, to je pač čist druga debata, ne, torej, kaj mediji zapopade, zato da dobi klike, pa advertiser je napram tega, da pač Kate Winslet je pač Kate Winslet, vedno je bila in aplaudiram mi to, ne. Veš. Ampak ja, no meni se zdi, da vseeno pač jaz nisem čist proti temu, vseeno se zdi, da je fino, da opozarjamo na to, da recimo ženska, če noče pač biti plastična, če noče ne vem kakšnih operacij, pač zelo težko dobi take vloge, ne? In tu je dejansko zdaj vloga dejansko pisana na to, vsa stvar je pisana na to, da je ona utrujena, starejša ženska, čeprav ni spet toliko stara, ne? Tle noter, ok, ona je granny, ampak granny je zato, ker on, ne vem, mulj smel tudi pri ne vem kolikih tega otroka, ne? Skratka, se mi vseeno zdi, da to je neka pozitivna, no? Stvar tega, ker če bi še, ne vem, 20 let nazaj gledali ta serija, bi pač bila Kate Winslet, bi bila pač, ne bi bila plastična, pač ne bi bila Kate Winslet. Ja, ne, bi bila stranski lik, ne, bi bil moški. Tukaj se ful vidi tudi to, da delaš nekaj novega ali pa da nazaj prepelješ staro. In to najbolj bilo očitno pri X-Files, ker je bila tale Gillian Anderson je bila v American Gods, je bila brilliant in je bila brilliant v Sex Education in pol tam vmes pa prav vidiš, da manjki bliv obraz in vse in potem tam vmes gre posnet eno dodatno sezono X-Files in je naenkrat in se ne more igrati, ampak fora je bila v tem, da za novo sezono X-Files so rabili njo tako, ko je takrat zgledala, da čim bolj pač nostalgio morala biti čim bolj podobna temu, kak je bila, ko je bila 22, ali nekaj ta ona je ful mlada bila med X-Files. In to pač se je morala zoperirati in pol hvala Bogu je nehala to početi, ker pač Crown je bila spet super, no. Tako da prav tu vidiš, da Kate Winslet, če bi zdaj delala, ne vem, neko nadaljevanje, če bi imela neko serijo ali pa karkoli od takrat Titanic 2 je že bil, Revolutionary Road se je reklo. Če bi hotela nekaj takega, bi se pričakovalo od nje. Če pa delaš nek nov content, pa lahko nek nov lik ustvariš, ne? Po mojem. Mislim, plus najbolj še zacenti, da je pač lik tako napisan, pa potem za igralko, ki je potem na naraven način in da nimamo tega Charlize Theron pristopa, ali pa Nicole Kidman z umetnim nosom pristopa, v smislu, da se pač neka objektivno po splošnih standardih oboževana ženska pogrša in je potem to substitut za pač acting method, ne? Christian Bale. Meni je bilo tle super, ker pač njen bivši izgleda mlajši od nje, no to se mi je zdelo tako, wow, no, gled, bravo, Kate. Tako morajo stvari morajo biti pač neke normalne, no. Pa dajmo pač snemati normalne. In tukaj jaz po eni strani, koliko ima HBO recimo tudi zna imeti te estetizacije revščine, ne vem kaj, recimo tukaj ene stvari so v redu, čisto v redu špilale, ne. Tudi njena bajta pač ni zdaj izgledala, a veš, ker vedno imaš to, ker nekdo skuša, zdaj bo tle pa živijo reveži, pol se pa on ful ukvarja, a naj da uno sliko tja na uno steno, a ne vem kaj, ampak pač stvari so razmetane, tako je nekak, no. Ne, to ni ta šov. Se tudi naprimer pri temu bratu od njene kolegice temnopolte odvisniku, ki ima svojo bajto, družino je zakockal, ne vem kaj še vse skupaj, ker je zelo povedno, da v bistvu kao mer omeni, nezakonito je, da mu v bistvu odklopijo elektriko pa ogrevanje, kao, ne. To sporoč pa zrihti, levo desno, pa kljub temu kasneje, potem ko ga najde seveda truplo v postelji, oni dve dihata sapom in nič niso naredili. In je dovolj povedno, ne, da v bistvu kao
ne rabijo, a veš, zdaj komentarjev dela pa kao v kameru gleda, kao ja, this is America, whatever, ne, ampak pač, veš, to je to. Life. Hvala, Miča. Sorry, ne vem, zakaj vedno prijemo zdaj na to, takar neki. Ja, no dobro, kar sem še prej hotel reči, tisto z tole podtikanjem droge, sicer je bilo meni tudi, precej je tudi v službi pač tega klišeja, da mora na neki točki detektiv zgubiti primer, pač, ker ne vemo zakaj, pač to je nek kliše, ki je zdaj že vlada, ne vem koliko miniserij, ampak zmer to mora priti, pa ne veš, kaj s tem pridobi, ker ona še zmer hodi z njim na intervjuje. Ni nobene razlike. Skandi kriminalk, ki vedno so tik na tem, da službo zgubijo. Ja, mislim tako, to mi je res ta fora tega Damoklejevega meča, zdaj pa sam še en korak, pa itak pustimo to, da seveda nikomor ne vzamejo značkem pištole, to se ne dogaja. To je to vedno, stari. Getting too old for this shit. En film je serija filmov, kjer se ful dobro norčujejo z tega in to je Bad Boys. Ja, tam imajo šefi ful na njihovi strani, to oni uničijo pol mesta, pa taki, sej. Ja, tisto je kar zabavno. Bad Boys, priporočam, vsi 3 filmi so verjel. Super. Drugač pač tudi ta seveda detektiv s travmo, to je seveda totalen kliše, skozi je tega. Pa ta nek obseden motiv raziskovanja, čeprav tukaj je psihološko pogajanje. Ona je lepo pove, ti pač si se to zakopala v ta primer, ker pač hočeš pozabiti uno ali pa odekniti. Meni je bilo še v tej seriji kar fino, dobro narejeno to, najdejo golo žensko truplo, pač to je spet en tak kliše, ampak tle noter pol na koncu se ti seveda, čeprav se ti ne razkrije, zakaj sta ona vanjo slekla, recimo, ne? Zakaj golo, res. Zato, ker sta gledala pač vse te serije, so gole ženske in je to, pač je, mogoče je vseeno nekako razloženo, pač ta nek moški, kako ti uprizoriš umor, pač oziroma kako truplo prizoriš, da seveda pač potegneš te popkulturne reference in je pač gola iz nekega fucking razloga, če jo je nekdo ustrelil, zakaj mora biti gola, jaz ne vem, no. Ampak to se mi je zdelo, da na koncu, hvala Bogu, da ni bilo sem to, ker sem ves čas sumil, kaj je, razumel, vedel sem, katera familija jo je vbila, nisem vedel, kdo točno, ampak nisem pa razumel, zakaj je gola, to mi ni šlo v glavo nikakor. Ker jaz sem več čas sumil, da je Lori morilka. No? Je bila Lori tista, ker se mi je zdelo najbolj posebej tisti prizor, ko ne povejo, ko kaže z sinom, ne, a je spet to naredil, pa tako sem si mislil, vse veš, kurba, ti veš, ker si ga točno zato si fentala njo, ker si pač mislila, ne vem kaj. No, tle so me pač pol dobili, da je pač otrok in sem tako, ne. Ampak ni pa mi bilo jasno, zakaj bi bila gola, ne? To mi pa nikoli ni šlo v nobeno in tudi na koncu tega seveda ne razložijo. Ne? Jaz sem tako razumel, da ker je dosti bolj grozno umor, ker imaš še vedno tisti pomislek, je bila še posiljena. Da misliš, da za to hotel pač... Jaz mislim, da je bilo še to, ker zato je bil tak dolgo župnik, ne, oziroma ta Deacon v igri. Veš, ker še ta šit je bil toliko bolj upeljan. Mislim, da se to policija takoj ugotovine. Jaz se v 3. ali 4. delu poreče, ne, she's clean. Mislim, da niso šli s to gratuitous, razumeš, neko eksploatacijo, da niso šli posebej delč. In da tudi, veš, da ni bila ta Erin, ni bila samo mrtva punca, ampak so nam je tudi dali tudi nekaj časa, da jo tako spoznamo, pa da jo karakterizirajo, tako da mi je bilo skoraj žal, ker bi se pa želela še kaj več v njej vedeti, v smislu, da nismo bili dalj časa v njeni družbi. Dočim oni dve, ki ste pa ugrabljeni, pa nič o njima ne zvemo, razen da imajo on pomagal se z drog dol spraviti, tako da kar pol pride vono, what about all the good things Hitler did. Ker smo že pri temu. Zadnja ta scena, Zobel, ta Guy, kdorkoli, jaz bom rekel kar Buffalo Bill, ker me cela scena spomnila na zelo je jagrčki omok. Brez najdviž na svet. Škoda. Ampak cela scena mi je bila full na to, full na to. Je pa se je tudi bajta taka, ni tako čist, ona se tudi zgubila, beži na pol panična pada, ona pač ni videla, ta pač vidi, ampak... Ampak je pa vsem ima on to prednost, da jo gleda na teh nadzornih kamerah. Zelo takšen vibe. Pa to bi še vprašal, kaj se menite glede na to, da je v bistvu režiser vseh 7 epizod ima iste inicialke kot Colin Zabel?
Ja. Ja, on je sebe dal noter, ne vem zakaj. A to ona. Kaj pa zdaj? Ok, tega pa do zdaj nisem opazila. Ja, jaz sem Jaz ne, ampak Zober. Aljoša tako pridem, da vedno to spiše, veš, pol pa najdem na ene take. Ja, jaz sem pa točno to Ja, čekiral, Craig zato ker Zobel je bil pa- več čas napisan in sem najprej mislil, da je Colin Zabel da je ta res tip ista tudi stvar, ne. režiser. Sem pa gotovo, da je Ja. pač temu tipu ime pač podobno. Skoristo kot Ja. režiser. Ja, misliš, da kakšen komentar posredi? Ne, po mojem je scenarij že prej bil, on je pač dal neka tipična imena, potem pa, ko je režiser je dobil, pa se jim je zdelo smešno. Ja, misliš? Mislim, ne, ker ta tip je delal torej 2 serije že za HBO, tako da zagotovo ga je HBO priporočil, če ga niso že prej imeli. In imel je tudi tale hit za Hunt, glih lani, tako da po mojem je to lepo sovpadlo, da so mu dali ta job, pa pač niso spremenili priimka, pa jim je bil to nek inside joke še pol. Hej, kako, ok, ko smo že pri jokih, dober segue. Joke je bil v seriji. Ne, ker je bilo tako Dutel. malo tega, ampak Mama so pa glih prav. Ja. Predvsem, no, kaj je že Smartova, no, Ja, je ok. bilo za tako na ljubimce. mesto, tako Jaz na sem si jo mesto. skuželela malo več, ker je bila pač Ja, je bila, ja. ona je bila res ta moment, pol, mislim, lahnosti in se je bila pijana, pa je po tleh padala, Ja, tako da ja. koliko je to lahkotno vprašanje. Ampak tako ja, sem si jo skoraj želela še več. No. Je bilo, mal je bilo blikne, ampak again. to Jaz je pač sem tako HBO. razmišljal potem, a veš, poznam sicer iz moje družinske zadeve, ko imaš ine odvisnosti pa depresije, so bile posredi, pa ne bom zašel sploh v detajl, ampak Ja, mogoče veš, res ne. ti imaš non-stop, kao vmes tudi med vsem tem šitom, med vsem temi travmami, imaš tudi potem, a veš, ti zelo... Ja, in to je to se mi je zdelo, kao, a veš, tako na mesto, ne, Mislim, kao, jaz da sem glih se- tu pa tam malo prekineš s tem. Ne. Jaz sem se zelo našla v tistem momentu, ko zvleče iz mrzovalnika neko vrečko zmrznjene špinače in potem vas nikašno spravljen, sem pa tako. Razumela se. Ja. Pol pa se una vrne, pa se Tiste- tako pa skriva, ki hoče sama. Ste bili umirati. genius stroke, Ja, prav za zapisati starševski nauk. Ne, ona je super, čeprav mislim, meni je ravno to fora pri seriji, ker ti na koncu pač, ko sedijo za unim omizjem, ne, ti vseeno da neki vedeti, da ja, mogoče Mer ni taka po naključju, ne, Ja. kdo bi si mislil, ampak ima tudi ona mamo in da ta mama mogoče ni bila vedno glih najboljša mama na svetu. No. Čeprav, da bi jaz imel tako babico, jaz tudi živim z njo tako, evo, absolutno. Res je najboljša babica na svetu. To sem rekel, da bom poudaril in to moram poudariti. Ja. Skratka, jaz mislim, da kdor še ni gledal, pa ga mi nismo zdaj pripričali, da gleda pol, pač ne vem. Potrati svoje življenje za neumnost, jaz ti ne morem pomagati. Ampak mislim, da definitivno je nekaj, kar je vredno gledano, pa sam 7 delov je v končni fazi, se mi je to. Zdaj, kolikor jaz razumem, mišljeno je bilo kot miniserija, kot omejena, niso pa ustvarjalci čist zaprli zdaj, glede na ves uspeh. Ja, ampak bistvo je avtor poudaril, da to, da je ona izgubila otroka, je ful ključno pri temu primeru, kak se pač zaključi. In zdaj, da bi drugo sezono delal, kjer ona zgolj rešuje zločin, se mu ne zdi smiselno, hkrati pa ne moreš dati njej, da ne vem kaj, še Šibon umre in potem bo... Ja, pa pride še bo noseča nazaj ali pa... Mene pa zanima, kaj se zelo zgodi, mislim, kako bo rešila to Ja. svojo šit od življenja. Lahko Dilana ubijajo, jaz mislim, da smo vsi Jaz mislim, da to bi pa gledala. Ja, absolutno mislim, da prvi prizor mora biti kaj njega pa? najdejo si tako, ja! Ne, jaz pa predlagam čist nekaj dosti bolj dal Dylan kot dark glavni lika, veš, ko Ja. on postane nek crime mafiji bossa, veš, nekaj takega. A ja. Ma Ne, ni ne. sposoben. Dylan- Butast je pa. Ne, gledamo kao The Making of, veš. Jaz imam boljši predlog. Dylan je mrtev na začetku, potem pa se štorija gradi nazaj in se izkaže, da je Guy Pearce morilc. Pa smo Ki ga je- odkukali vse. Ki ga je ubil zato, da napiše svojo drugo knjigo. Ja. Nekaj takega. To se mi zdi kar ok. Ja. To bi jaz gledal. Tudi jaz, ja. Pa Kate Winslet je tudi lahko. Ja. Ja, jaz mislim, da je vsi pustimo, da je not in da definitivno bi jo še kaj gledali. Predvsem pa pač veseli, no, da imamo spet kakšne take proceduralke, pa zelo, mislim,
Fino je eno, da je kakšna serija bi mogoče tudi ostala pri eni sezoni, pa res bila omejena, pa bi to bilo to, no, da ni treba iz vsega narediti franšize. Itak, no, lej, zgleduj se po Sharp Objects, kapo dol obema serijama, če pri tem ostanete, jaz to zelo spoštujem. True Detective je po moje, za moje pojme, zajebo, da je šel v drugo in tretjo inačico, ker mislim, da Big Little Lies je zajebo. A veš, hudo se mi zdi. mislim, lej, Sezona True Detective je čisto dobra kot prva, druga pa je pač čist nekaj drugega. lej, kakorkoli obrneš, če bi sam pa eni ostalo, je to one-off in that's it. Glej, soundtrack druge sezone je vreden. Soundtrack mi on to Ne, jaz poda. pri tem sem ne mislim, ne štekam sem te poante, ki so itak antologijske. Zakaj sploh temu dati isto ime? Ja, Zakaj je to True nema Detective? nekaj drugega, ja. Zakaj ni uno, ne vem. Ja, ker je čist druga. Ja, čist druga je, zakaj moraš to? Zato, ker zdaj bojo oni pa gledali še drugo sezono. Ker če imaš ti drugo zgodbo, v resnici, a res toliko ljudi gleda? Ne, ampak Fargo Še eno. deluje, no? Ok, Fargo deluje, ampak Fargo je mogoče posebna zgodba. Jaz to American tako gledam, Horror jaz bi Story naredil deluje. masterpiece sliko, razumeš, 3 metre, pol pa vsako naslednjo, ki bi bila slabša z istim naslovom pod Ja, naslovom. Ne, ne, pa bi ampak Unke recimo- kupil prvo, Ja. mogo vse ostale. Mislim, ampak ni nujno tako. Glej, recimo American Horror Story je zdaj že ne vem koliko je 9 sezon ali nekaj takega, pa takega. vsaka ima pač čist druge motive. Dostkrat so isti igralci sicer, ki igrajo čist druge like. Ene sezone so za nič, ene sezone so v redu, vse je tudi pač odvisno od motivov, pa tega, kaj probaš narediti, pač znotraj horora se hitro a zaplete. veš, klišeje. unikatnost postaja vedno bolj redka, ampak to je debata za kdaj drugič, ampak a veš, ti, ko bi podelil zgolj eni sezoni unikatno ime ali pa koncept, bi bil, mislim, da nazaj gledano, dosti boljše. Ne, sem, kdo je zdaj naiven, veš, se veš, zakaj dajo isto ime. potem Vse naprej, razumem. ne. Mislim, Razumem, ampak jaz tudi mislim, kao, da če se gremo za eno veliko zgodbo franšizacije ali pa velikih streamerjev pa tako naprej, razumem, zakaj počnejo neke določene zadeve, ampak hej, na koncu imaš pa en naslov, pa drug naslov, pa tretji, pa lahko prodajaš to na različne zadeve. Tako da ne vem, nimam pravilnega odgovora tu, jaz zgolj gledam. ne, ampak veš, to je shorthand, ne. To je tista stvar, ki vam je ful všeč, a se spomnite. Ja, to, se spomniš, da ti je to bilo všeč, kao, ne, tu še kup. Glej naprej. Ja, saj I get it. Skratka, mi to ti za Star Trek kotiček praviš, da ne boš. Ne bom tega pečal skupaj, ker je oboje zelo dober. No, okay. In bom pustil vsakemu svoj kozmos. Lepo, hvala mi to. Smo torej pri, kaj gledamo, beremo, poslušamo, špilamo in ponavadi je gost prvi in Ana. Kaj si vse lepega pogledala v času karantene? A ja, to je bilo tako, jaz sem mislila, da moram za zadnji teden odgovoriti. To je To je zadnji teden. To so zadnje stvari, ki sem jih delala. Pač, ja, pač pa, enkrat mi je bilo dolgčas, pa sem po nesreči na Netflixu klikala na Woman in the Window in mi je bilo zelo žal, pač to je bilo. A veš, pa Amy Adams je noter, pa kdo že tale, Joe Wright režira, pa pač mislim pa neka taka Hitchcockovska plot, ampak potem se pač izkaže, da je samo neka kopija in da je grozen in da je zanač in zakaj to gledam in pa pač ne nehaš gledati, ker si že začel, ampak slabo, res slabo. Tako da zdaj bi pa sam izpostavila, ker mislim, da boste tudi vi se dotikali tega festivala Kurja polt, ne, tako da no, in meni se je zdaj pač zelo zanimiv dokumentarc Morgana, ker je dokumentarc o, če vam povem samo ta sinopsis v eno stavko je tak dost catchy, o neki 50-letni ločenki avstralski, ki je nekako mogla za sabo pustiti desetletja neke vrste represije, nezadovoljenosti in se je podala na pot karijere pornozvezde, ki je obenem, ampak take feministična pornografija raziskuje fetiše na te način, female gaze. Ampak potem ni samo film, nima tukaj enostavnega loka ta film, ni samo evo, emancipirala se je, to je to, you go girl, ampak potem se tudi sooča z njeno negotovostjo, depresijo, pač tako, padci, vzponi, zanimiv, zelo zanimiv film. Pa pač seveda, to ste pa gotovo kdaj omenili, ta otvoritveni film festivala, ne ste pa polaščevalka, pač mislim, če ste pri tem, da je to posvečen žanrskim stvarem, je to sigurno vreden videti. Tako da ja, berem pa ne žanra, žal, berem trenutno službene stvari, mislim v smislu Deborah Levy, pa tole Enis Mači, ki je nemška pisateljica, ki je prišla na Fabulo, pa ta Marek Šindel, češki pisatelj, ampak to so pač drame. To so res prave drame, ja.
Tako da ja, poslušam pa St. Vincent in pač nočem zveneti kot tak len kliše, ampak ob St. Vincent se res včasih pol človek začne spraševati o svoji heteroseksualnosti, ker je pač res je huda. Tako no, mislim, to ni, ne vem, Ja, no, če te ni meral v Easttown, te pa St. Vincent. No. Tako sem, pocen sem, tudi jaz, vidiš. Hvala, Ana, zelo lepo. Ja, Napisala si še Master of None, 3. sezona, kako se odnese? Ja, pač to je pa ne, jaz, težko je, ne, pa se cela tista Aziza Ansari stvar je bila pa že malo, je že stara, ampak pustiti nek priokus. Se vem, da ni on isti, kot vsi grozni Harvey Weinsteini, ampak pri tem, da je imel celo serijo na temo, razumeš, kako je on awkward, pa ne zna dejtati, pa je konfuzan in potem, zato da vem, da potem low-key nadleguje žensko v svojem resničnem življenju, mi pač malo pokvarja vsele. In pač sicer mislim, da ustvarjalci trdijo, da so oni hoteli zdaj pivotati serijo, kako je ime, ja, ampak kako je ime v seriji, njegovi prijatelji. Mislim, da je Lina. A je tudi Lina, ja. Kakorkoli, to so zdaj naredili in pač v bistvu mi je zanimiv, ker je postala toliko kontemplativna serija, toliko je tišin, toliko je nekega, zelo si pustijo počas delati, kar je v bistvu cenam. Mislim, da mi še ena epizoda manjka, no, ampak tako je. Zanimiva stvar mi je, zato je malo drugačna. No. Ampak zadnje cajte, no, nimam glih sreče z Netflixom, mogoče kakor indiskriminatorno vse gledam, no, mislim, ta serija Holston modna je bila, tudi Bog pomagala, ni bila posebej dobra, ampak to pa sploh ne poznam, kaj to je. To je tale, no, Nekem modnem kreatorju? Ja, ampak Ewan McGregor. Ewan McGregor, to točno. Ja, igra, pač to je znan modni kreator ameriški in je pač postavil temelje ameriške mode, v tem smislu pač jo kao na enako raven kot ne od couture spravu francoski, ampak in je zadeva vizualna, ne, je pač impresivna na način, ker avtor serije je tale, no. Ryan Murphy, ne, tako da pač zadeva nima zelo veliko vsebine, ima pa nek vizualni čar, ne. Mislim, zelo si želim zdaj tak dolg rdeč plašč, ali pa celo rdečo sobo, ker ni zelo dobra ideja. Red Room, res. Red Room, ja, še se razmisliti. Pa še Ivan zelo. Kada neham. A ja, ni pa ti všeč Carnage? Ali čakaš? Je, ampak zdaj jaz si želim imeti tako mečkano zbirko albumov, tako da zdaj čakam, da pride v fizični obliki ven, se v stream obliki je že kot, ne vem. Moram si še ga parkrat skozi spustiti, zato ker Nick Cave, to je za tisti, ki ne vejo, govor Nick Cave, nova plata, Carnage. Prvi komad me je odpihnil, ostali so bili, ne vem. Se pravim, ampak to imam vedno pri Nick Cave, vedno ista fora, ki moram večkrat dati skozi. Skratka, Igor, ti si pogledal ene par reči, pa prebral ene par reči, vidim. In med drugim je Cruella, ki si jo celo pohvalil, sem videl. No, Cruella je presenetljivo film, ne bi rekel, da je prav ful dober, dolg je precej. In bi naj bil origin story te zlobne ženske iz 101 Dalmatinca, ampak v bistvu kjer se film konča, ne vidiš, da bi ona lahko bila zlobna, ampak je ona kar ok. V osnovi pa gre za heist film, tala Oceans, in Emma Stone je super, ampak še boljša pa je Emma Thompson kot njena pač antagonistka, kot zlobnica, ker je res vidiš, kako uživa v tem in prekleto dobra je v tem, da je zlobna in ni mi jasno, kako je ta ženska toliko svoje karijere oddelala v tem, da je igrala pozitivne like in dobre like in vse to, ker krasna je, res. Brilliant. Samo zaradi Emma Thompson se ta film splača pogledati, pa Emma Stone je tudi ok. Ti tak vem, da ti je všeč, tako da me čudi, da še nisi pogledal. Ja, jaz glik zato pa sem pa videl, da so pač kritike bile tako, da pač ni bog ve kaj, pa nisem. Ne, se kritike so generally pozitivne, pač v osnovi je, ali rabimo film o origin story o njej, ne. Nikoli ni bilo treba tega filma narediti. Je pa to film z ok štorijo, ki bi lahko bil tak ne glede, pač ne bi rabo se mu reči Cruella pa vse to. Kar je pa malo lame, ampak že na koncu
čakaš, je pa tako uporaba glasbe, ker pa mislim, da edini restraint, ki so ga uporabili pri tem, da daš komad, ki bo povedal štorijo zraven, je, da ni bilo od Kingsov Dedicated Follower of Fashion. Ne vem, kako niso poznali tega komada, da so ga zgrešili, ampak vse ostalo je seveda na koncu, ko ona si izbere ime, da bo Devil se pisala, da jo gor Stonese obvesli. Ne? Ja, tako. Ja. Ja, okay. Ampak tak cel film so komadi, tak mislim, da soundtrack mora imeti enih, ne vem, 20 komadov zihar, ki se not pojavijo in vsak komad ti pripoveduje, ta tema je pa o tem, oziroma ta komad je o tem, o čemer je ta tema. In je malo overwhelming že na koncu. Pa še zaključijo pa z dost cool komadom od Florence and the Machine, ki je Cruella de Vil. In prav najprej misliš, da mogoče Emma Stone poje, pa tak ne, Emma Stone ne zna toliko dobro peti. Nikoli ne veš. Ne veš, ker si gledal La La Land. Pa se je čisto redo odpela. Kaj bi zdaj nekaj komplicije? 15 dalje? Ja. Gledal sem, na Netflix je prišla Kim's Convenience 5. sezona en moj najljubših sitcomov in so ful vredu rešili to, ker pač imaš, da dva lika postaneta par in potem ne veš, kaj z njima si začeti. V Brooklyn se ful lovijo s tem, pa dajo ono dva na razenca odsed. Tukaj pa jim je ful prav prišlo, da tale Samu, ne vem kaj že, je Sean Shin-Chin, ali kaj že Shan-Chang, Marvelov super junak in pol ga ni to sezono in je na izobraževanju kao in se preko Skypa javlja cel tim in so zelo lepo to razdelali. A povej kakšne spoilere za še? Ni, on je kao v business schoolu tam. Ampak zelo zabavna serija, tudi 5. sezon je super. Ful vredu poda tak nek imigrant izkušnjo, pa na zelo tak pristen način, ker recimo, ne vem, ena, ki ne ve, on se ne spomni, kak je ime in polno pa cel cel govori in pol reče I'm such a chatty Kathy, kar je fraza, da je pač klepetulje in ona dva, Kathy! In jo začnete klicati Kathy, ker ne poznate te fraze, ker ste pač imigranta in potem ona, ne, dejansko misli, da jo ona dva sta ful desrabda, da je, ker ona toliko govori in pač se stopnjuje, ampak zelo, zelo lepo izpelje te stvari, ki niso potem tak na prvo žogo, ko bi lahko bile pa zelo je zabavno. Naslednje poročilo je vezano s priporočilom, to ne smeš pozabiti. Prebral sem Črna luknja, strip, ki prihodnji teden bom v Kinu Šiška imel debato o tem stripu s prevajalcem in ste vabljeni na poslušanje na stream. Žal ne bo v živo, še vedno ne. Kino Šiška bo šele s septembrom te dogodke začel tako izvajati. Gre se pa za kultni strip, ki je izhajal med 95 in 2005, Black Hole, in je o odraščanju v Seattlu v 70-ih, ampak ima zelo eno horror, sci-fi element zraven in sicer neka spolno prenosljiva bolezen je, ki, ko se okužiš z njo, se ti manifestira v nekem zelo bizarnem fizični podobi, torej recimo en ima usta na vratu dodatna, ki si jih pol spuli zakriva in potem tista usta govorijo, ko on spi. Ena ženska recimo ima čez celo luknjo, čez cel hrbet, pa sploh ne ve in potem si lahko vsake toliko si pač kožo sleče in ima izpuščaje na obrazu. Ena ima rep. Okay. Rep je boljša opcija od vsega, kar se rep lahko shendlam. Ampak potem tip, ki spi z njo, dobi tak na rebrih take male repke izpuščaje, ki si jih potem prevezuje. Ok, slabo mi prodaš tole, ker ne, v glavnem skozi te simbole prikaže, kak je problem odraščanja. Ful je v redu narisano, ful je res artwork je čist hud, Charles Burns je avtor, mislim, še nisem povedal,
Po njem se mimo grede tudi imenuje Mr. Burns iz Simpsonovih, ker sta bila z Mattom Groeningom sošolca. Excellent. Ja. Skratka, zelo bizarna zadeva, ful se tudi pozna, zelo močno se pozna vzajemen vpliv te knjige in grunge. Dogaja se v Seattlu, zgodba v 70-ih, ampak izhajala je v 90-ih, takrat, ko je to nastalo in imaš res te ene bizarnosti, ki čeprav od Soundgardenov Black Hole Sun komad nima veze s tem. Vizualna podoba tiste videospot tega komada ima ene vzporednice s to knjigo, recimo. Zdaj smo čisto skupaj, ampak glik zato, da malo raztrgam to zadevo, ker se par zadev se sliši narobe. Ampak ne bo psovil. Bom gledal stream, evo. Ja, no. To je to. Ja. Hvala, Igor. Skratka, poslušajte, Igor, če bi radi, da vam ta strip še malo boljše razloži. Res je super stvar. Jaz sem to bral v originalu, nisem še prevoda, ampak se ga tudi veselim. Bom ga tudi prebral, da malo svežim spomin, preden bom zelo dober prevod je. To smo pri literaturi tudi kar vajeni, no, tako da je super. Mito, ti nimaš nič za poročati, ne? Ne, bolj sem vmes, lahko pa to omenim. Handmaid's Tale, 4. sezona. Kaj si vi mislite o njih? Vem, da vidva ne gleda, ti gledaš? Jaz sem odpadla v 3. sezoni. Jaz sem ful zmeden, pa ne vem zdaj, me prav zanima, če mogoče kdo od poslušalcev ima kakšno mnenje, ker meni se zdi nekako boljše od prejšnjih, ampak je pa zelo hardcore. V smislu, da ne bom zapred spoilov, ampak vrnejo se nazaj na neke stare gabarite konfliktov med June pa Sereno in temu Fredom, ali whatever je ta posiljeval že. In ona travme začne pucati preko full hardcore jeze dost bolj, kot pa je bilo prej nakazano, ker je bilo zadržano, nekako organizirano. Tera Serena ali June. Tako da to, mislim, meni je zanimivo, sem pa zmeden, ker nekako ne vem več, kam bi oni želeli sploh še s tem iti. Zaradi tega sem jaz nehala gledati, ker njihov brand of hardcore mi je postal mi je eksploativen. Ja. To pa je vse, kakor to mi je pa veliki minus, ker so zapadli v isti problem kot pri Peaky Blindersu, kjer je pač veliki emocionalni moment, pol pa pridajo Radioheadi ali pa en drug poljuben komad, ki ima zelo čudne emocionalne message in to dajo kot podlagco v zelo lepem slow motionu, v tisti plitki globini and that's it, to kar delamo že od 2. sezone naprej. Tako da postavi klišej sam sebi. So pa ene nove zadeve noter, v katerih pa ne bom preveč, ker če pač niste gledali, nočem spoilati, ampak... Tak, in general, ali furajo to, da se grejo revolucijo, ali furajo to, da... Revolucija okinjena do nadaljnega. Gilead znotraj mednarodne skupnosti obstaja nek enakopraven partner? Še vedno ta osebna zgodba June. Edino, kar tem spoilo je, June je v Kanadi. To je bilo za pričakovati, ja. No, revolucija, kot povedano je, odložena do nadaljnega. Edino, kar še v Gileadu zanimivega je ta drug komander, ki je bil koliko toliko prijazen z njo, pa Aunt Lydia, ki se nekako nazaj pobira. June pa njeno razmerje z zdaj ponovno spoznavanje njenega moža, pa nova hčerka. Kaj se dogaja s Heno, je bolj ali manj tako v ozadje potisnjeno. Pa predvsem ta osnovni konflikt, ki je bil v prvi sezoni zastavljen, ker pač so vsi v Kanadi in se imajo fajn. Rekovaj. No, skratka, ne vem, če si me zdaj ti prepričal, da naj to gledam. Ni toliko boljše od 2. pa 3., ampak zdi se mi pač, da nekako skušajo restartati ali pa na hladno zagnati mašino, bom se tako izrazil, osnovnega konflikta in prihaja do ene full hude scene, ampak veš, scene zgolj so premalo, da bi mi celo sezono držale, ne? Ampak naprimer en konflikt ali pa ena scena med Sereno pa June mi je bilo tako, kot cine mi grejo zgolj po konci, a veš, po konci če zgolj pomislim na to, kaj sta dale dialog pa vse igra. Tako da, ne vem. No. Če ni to ena tistih serij, ki bi tudi lahko bila antologijska. Tako kot knjiga, recimo. Maybe. V enem kosu ostala. Ja. Tako, evo. Sam imam še par drugih zadev, ampak tale je pa Dina, ki je sveža, pa ki jo spremljam. Okay. Skratka, ja, jaz tudi nimam kaj novega dodati, oziroma ne bom kaj dosti govoril. Pogledal sem seveda Star Trek, The Next Generation do konca, še 7. sezono in zdaj le bom se lotil počasi filmov, ampak malo
mes počivam, ker je bil zadnji del intenziven. A je bil intenziven? Meni je bil zelo všeč, jaz moram reči, da to, kar so naredili zadnji del, tako se mora serija končati. No. Da ti naredi eno pot, da te mal vrne nazaj, nekaj gledaš iz preteklosti, malo te tako. Prehodiš še enkrat celo pot in se mi zdelo fenomenalno. No, sem pa videl, zabavno mi je bilo tudi 15. ki je Lower Decks. Zakaj? Da sem zdaj ugotovil, ker je pač ta serija, zdaj štekam odkot je pač ta spin-off, risanko. Kvazi spin-off. Sam del niti ni nekaj, imaš ta dodaten svet teh likov. Ja, zabavno ti je videti z nekega druge perspektive, no, njihove, kakšni so. Edino, kar meni ta del dela, je, da so potegli ta lik iz onega First Duty dela. Ja, pa una je. Pa jo ponucali kot Picard, ne vem, zaš pa ko je na pizdi, pa to se vsekrat že pogovarjala. Ja. Skratka, meni se je zdelo zapavno. No, skratka, pogledal sem, 7 mi sicer ni bila tako dobra, se mi zdelo, ene par delov je bilo tako kar brezveznih. No, bolj se trudijo zaključevati kot pa. Ja, ampak konec je pa fenomenalen, tako da zdaj bom pa filme, ampak pravim, malo počivam. Ne bom zdaj ta teden imamo da si druge stvari. Tako. Ljudje in ljudine ne boste verjeli, ali pa. To je bila že naša 95. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod. Podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili, čak da vidim, Ana, ločen od vsega, meni je nakit zelo všeč. Mito, malo sem believer, Gegič, Igor, res so bili neumni, Harp in Aljoša, newyorška lezbika Harlamo. Tole epizodo smo znova posneli v našem ne tako skrivnem štabu Kinogledališču Bežigrad, ki se mu zares zahvaljujemo za gostoljubje. Upamo, da ste premagali anksioznost oziroma post-karantensko anksioznost in si že šli pogledati kak film v kinodvorano, ki so nekatere znova odprte. Kino Bežigrad poleg kinodvorane in večerje pred filmom ponuja tudi drive-in, kjer ste na pol doma, še v svojem avtu. Sicer pa podprite ne toliko bogati Hollywood, ampak svoj lokalni kino. Pojdite kak film pogledati na velikem platnu. Mi vas seveda vabimo tudi na festival žanrskega filma Kurja Polt, ki se je začel danes in traja vse do nedelje 13. junija. Povezavo do programa bomo nalepili spodaj. Mi si bomo med drugim ogledali tudi film Nori Samuraj Musashi, ki bo tema naše naslednje epizode. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcasts, spremljajte platformo Apparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če se ob teh visokih številkah naših epizod počutite že stare, tudi mi se. Podcast Obod, podcast s kilometrino. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobod, na Facebooku in Instagramu podcast KM, Obod brez pikic. Tja delimo rajcere, prikolice, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vsa vaša vprašanja, pripombe, komentarje, sume o tem, da je vaš bratranec spal sestrično, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 95. epizoda, samo še 4 epizode do jubilejne 100. epizode. Mimogrede, mi se že zelo pripravljamo na njo, govorili smo tudi že s skrivnostnim gostom, ki nas bo počastil s svojim obiskom, ampak seveda vam o tem ne bomo še prav nič izdali. Še prej pa seveda naslednji teden 96. epizoda, ki bo posvečena, kot že omenjeno, filmu, ki ga lahko bodete na Kuri Polti, Nori Samuraj Musashi, in sicer bo soboto 12. junija ob 6. v kinoteki. Tisti, ki niste z Ljubljane ali pa se še bojite v kinodvorane, pa si lahko film kot večino programa oziroma ves program Kurje Polti ogledate tudi na spletu od 8.6. od 9. zjutraj do 13.6. do 23.59 na spletnem kinodvoru. Skratka, do takrat pa le ostanite zdravi in se poslušamo. Murder. Oh no, I know where.